gre za več kot za katastrofalen padec, za daleč največji padec Slovenije na lestvici mednarodne konkurenčnosti. In danes bi morali zaradi tega podatka v Sloveniji zvoniti alarmni zvonci. Ta katastrofalni padec je še toliko bolj problematičen, ker smo pred kratkim izvedeli tudi za podatek, da je Slovenija v tem času, ko je tako padla konkurenčnost, hkrati povečala javni dolg za 59%, in tem, ko je bilo evropsko povprečje povečevanje zgroženosti zaradi krize, je v lanskem letu 14%. Zdaj jaz upam, da se bodo predsedniki treh najvišjih institucij v državi, ki ne bi se danes menda urgentno sestali zaradi včerajšnjih študentskih demonstracij, vsaj za trenutek postavili tudi o tem podatku padca konkurenčnosti Slovenije. Vsaj upam, da se bo zgodil v tej državi kakšen resen sestanek na to temo. Ob tem bi radi spomnili vlado, da je državni zbor že pred meseci, ko je obravnaval tretji paket protikriznih ukrepov, ki jih je vložila poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, sprejel skoraj soglasno priporočilo vladi, da ta paket prouči. Do danes poteklo pa je že več kot 10 sej vlade, rednih sej vlade. Od takrat nismo na dnevnem redu vlade zasledili še niti enkrat tega paketa ali posamičnih ukrepov iz tega paketa. Skratka, vlada tudi po 3 mesecih ni našla časa, da bi izpolnila priporočilo državnega zbora in proučila ta paket. Tako da gre tukaj za neko očitno ignoranco ali pa za popolno zmedo, ker se ne upoštevajo niti priporočila državnega zbora. In zaradi tega nas takšni padci na lestvici konkurenčnosti seveda ne čuvajo. Glede na to, da smo sredi kampanje pred referendumom arbitražnim sporazumom, še nekaj na to temo. Najprej na tako imenovani oziroma na domnevni dogovor med predsednikom slovenske vlade in predsednico hrvaške vlade o zagotovilu, da ima Slovenija teritorialni dostop do mednarodnih voda. Predsednik vlade je v oddaji Polemika televizije Slovenije v soočenju z mano na 2 izrecni vprašanji odgovoril, da mu je predsednica hrvaške vlade zagotovila, da ima Slovenija teritorialni dostop do mednarodnih voda. Na to izjavo se je tako odzvalo hrvaško znanje ministrstvo, ki je te navedbe zanikalo. Včeraj je tudi predsednica hrvaške vlade v Saboru pred hrvaško našlo, ker smo to spremljali evropske javnosti, to zanikalo. In še več v sporočilu, ki ga je izdalo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Hrvaške, so celo zapisali, da je bila enostranska izjava, ki je Hrvaška sprejela ob ratifikaciji arbitražnega sporazuma in v kateri piše, da Slovenija nima teritorialnega dostopa do odprtih voda, sprejeta ob dogovoru slovensko stranjo. Na to izjavo Ministrstva za zunanje zadeve strani predsednika vlade, vsaj do danes nismo slišali nobenega odgovora. Gre pa za izjemno pomembno stvar. Predsednik slovenske vlade bi moral takoj predložiti dokaze, na podlagi katerih se je potrebno odločiti, ali se mu verjame. Naš podpredsednik, gospod Černač, mu je v ponedeljek postavil radno poslansko vprašanje, se ga je vprašal, kdaj je prišlo do tega dogovora, kje je prišlo do tega dogovora, v kakšni formi je bil dosežen ta dogovor, pisni ali ustni, ali obstaja o tem kakšen dokaz in ali obstajajo priče. Predsednik vlade je na večino teh odgovorov, na večino teh vprašanj dal odgovor. Ko je poskušal izmikati to jasnim vprašanjem, je celo navedel 2 različna kraja in 2 različna datuma, ker ne bi
prišlo do pogovorov, iz katerih bi bilo možno sklepati, da hrvaška predsednica vlade tako misli. Ko smo o tem zahtevali razpravo o tem v državnem zboru, je vladna koalicija s preglasovanjem to razpravo zavrnila. Zdaj je vložena zahteva za izredno sejo, ker je to potrebno pojasniti. Če predsednik vlade misli, da gre za stvari, ki jih javno nima pomena pojasnjevati, lahko skliče sestanek predsednikov parlamentarnih strank in to pojasni za zaprtimi vrati oziroma naj tam predloži dokaze, če obstajajo. Če javno sprašujem, ali obstaja v Sloveniji še kdo, ki je slišal ta zagotovila predsednice hrvaške vlade, da ima Slovenija teritorialni stik za mednarodno pravo. Gre za izjemno pomembno stvar, za pravzaprav ključno točko izven tega, kar piše v sporazumu in je seveda pred glasovanjem na referendumu nujno potrebno razglasiti. Jaz mislim, da je predsednik slovenske vlade to slovenskim državljankam in državljanom